Dober dan, spoštovani gledalci, sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Z nami je tokrat poslanec poslanske skupine Desus, gospod Jurij Lep. Lepo pozdravljeni, gospod Lep. Tudi vam enak pozdrav. Vi ste poslanec iz volilnega okraja Ruše, pa me zanima, na kakšen način ste povezani s svojim lokalnim okrajem, še posebej z najmanjšimi predstavniki. Poglejte, imam veliko veselje, da lahko rečem, da sem sicer iz Ruše, ampak to je v bistvu volilni okraj, ki zajema 3 občine, Selnica, Ruše, Lovrenc na Pohorju. In z tega stališča smo v bistvu zelo povezani, ker smo sosednje občine. Imamo tudi mogoče to srečo, da je ta volilna enota, v kateri je ta volilni okraj, dejansko združena. Niso nas razdelili po nekih mejah, tako da lahko že odprej sodelujemo in tudi v bodoče. Vsaka občina, mi smo za leta 1998, bom rekel, razdružili. Takrat smo pa bili skupna občina Ruše, ki je zajemala te 3 zdajšnje občine. In takrat so bili pa dejansko krajevne skupnosti. Tako da ta povezava s krajevnimi skupnosti se je prek občin nadaljevala tudi v to skupno, dejansko posamezno občino, ki pa ima zdaj znotraj svojih občin vaške odbore konkretno. Tako da še zmeraj sodelujemo z ljudmi, čim bolj bliže ljudem, čim bolj bliže kraju. Mogoče je to pomembno, da naše občine tam, odkot prihajam, je zelo, bom rekel, razgibana. Mi imamo ravnino, pa imamo hribe, pa imamo doline in imamo tudi 14 zaselkov, recimo, občina Selnica v Dravi, in imamo zelo široko področje. Čist gravitiramo proti avstrijski meji, ker je recimo Sveti Duh na Ostrem vrhu. Tam je vaški odbor, zato to navezujem. Potem imamo del Slemena in Slemen je tudi vaški odbor, ki so bili, in potem pa Gradišče na Kozjaku, tudi vaški odbor. Se pravi, so 3 vaški odbori in tako smo mi tudi bili organizirani. Se pravi, smo jih izvolili na podlagi teh zborov občanov. Tako da tudi z tega stališča smo jim dejansko lokalno samoupravo poskušali približati k njim. Imate kakšno posebej dobro prakso sodelovanja z recimo vaškimi odbori, z občino? Seveda, to mislim, kar se tega tiče, recimo, kot zdaj pravijo, da mora pač od ljudi priti, kaj se bo nekaj delati. Se pravi, glavna stvar lokalne skupnosti občine je, da pripravi neki program dela za skupno občino. Znotraj teh vaših odborov pa smo mi tudi imeli dejansko nekaj sredstev, konkretno sredstev namenjenih za vaške odbore, ki so se lahko člani vaših odborov sami odločili, kaj bodo ta sredstva investirali. Se pravi, to je ta, se reče tako v Mariboru, participativni proračun. Mi smo že do takrat imeli, če ravno vaški odbori niso bili pravne osebe, niso mogli sami razpolagati, ampak se je občinski svet tako odločil in jim dal recimo nekaj sredstev, rečemo 5000 evrov. In so lahko ta sredstva sami za svoj namen izbrali. To je bila tudi motivacija, da so se ljudje več vključevali in tudi smo vse vabili predstavnike vaših odborov na občinsko sejo, tako da so lahko tudi tam prisostvovali in tudi nekaj povedali, če so imeli željo. Tako da so bili seznanjeni s tem, kar recimo občina kot lokalna skupnost želi v tem kraju narediti. No, krasno, to se mora slišati. Tako. Ja. Kakšno pa je vaše stališče glede strankarske demokracije, glede nestrankarske demokracije? To je zdaj težko reči. V glavnem, jaz sem sigurno zdaj, tako da sedaj se mi zdi, da je prav, da imamo različne mnenje, da so različne stranke. Zdaj, a je prav, da jih imamo 9 zdaj v našem parlamentu, to težko cenim, ampak stvar pa je včasih je bila pač ena stranka, samo in je se, bom rekel, bolj na grobo se odločilo in nisi imel dosti vpliva na posamezne stvari. Moče tudi takrat se niti ljudje niso v tem toliko zavzemali, da bi kaj vplivali. Zdaj, zakaj je to, ne vem. Ampak sedaj pa sigurno imamo strankarski sistem, ki omogoča posameznikom in družbi ali pa potem skupinam, da se lahko, če želijo, seveda, vklopijo v neko delo in preko strankarskega sistema vplivajo na razvoj svojega kraja ali pa države kot celote. Ker tudi občine so v bistvu sestavni del naše države in tudi mi občani in krajani smo del državljani. Se pravi, tudi občine, jaz pravim, kot lokalne skupnosti so v bistvu država. Ja. Iz tega se vse postalo razvija. Jaz mislim, da kar se tiče lokalnih skupnosti, imamo zelo dobro organizirane. Kot mogoče je to še edina stvar, ki bom rekel, ki je v naši Sloveniji tako dobra, da je ne bi zdaj želel, da bi se razgradila. Mi smo včasih Slovenijo smo imeli včasih veliko manj občin, zdaj imamo pač več. In to je čisto naravni proces, da iz manj občin je prišlo v več občin. Jaz sem bil recimo na 4-5 referendumih, ker smo se odločili združitev, razdružitev, ker sem pač že malo v letih in z tega stališča nič narobe, da se v nekem obdobju zopet združujemo, pa se razdružujemo. Zdaj trenutno smo male občine, nas je 212 v Sloveniji občin in sploh ni tako slabo. So se posamezni centri, posamezni deli teh občin zelo dobro razvili. Sedaj, ko pridejo pa večji projekti, pa so občine same od sebe začele se združevati. Recimo
pri neki dokumentaciji, pri teh projektih. Recimo projekt ohranjanja okolja ali pa kanalizacijski sistem ne moš delati samo za občino, ker moš celo okolje združiti in s tega tiče potem samo delo pa sami projekti ti zopet nakazujejo, pri katerih delih se pa moramo združevati. Teda po eni strani je fajn, da smo samostojni, da smo mali, da lahko v tem sredini nekaj naredimo, kar želimo, ta skupina ljudi, po drugi strani pa za večje projekte pa zopet združevanje, ampak ne na silo, ampak zopet, to se pravi, ti mora projekt prikazati in dokazati, kaj je za cilj tega združevanja. Hvala. Še to bi me zanimalo, koliko avtonomnosti uspete ohraniti kot pripadnik stranke? Ja, leta, to je čisto od človeka odvisno. Tudi v naši stranki, naši stranki upokojencev Desus, imamo tudi tako dogovoreno. Vse mi vsako stvar predebatiramo v poslanskih skupinah, se izmenjamo in morate vedeti, da ne izmeri vsi enako mislijo. Kar je tudi prav znotraj stranke. So pa neke kapitalne stvari, neke, bom rekel, generalne stvari, pri katerih se pač rečemo, to pa moramo biti skupaj, to ne moramo, ker je to pač ideja naše stranke. Se pravi, zagovarjamo nekaj. Mi zagovarjamo socialo, zagovarjamo minulo delo, se pravi pokojnine, ki so si jih ljudje ustvarili po sistemu zavarovalništva, delno in tudi, kar mislim, 20% je pa tudi solidarnosti, pa vzajemnosti. Teda naš sistem pokojninskega zavarovanja in invalidskega recimo je lahko vzor v Evropi, če ravno marsikaj misli, da ne. Ampak kljub temu smo na, bom rekel, strani, ki je plus, ne na negativni strani. Teda človekove pravice pa solidarnosti sistem in mislim, je taka zgodba, ki se je moramo držati, ker brez tega bomo se potem še bolj razklopili. Je pa prav, da govorimo o tem, da nekateri imajo preveč, nekateri imajo premalo, da ni pravo razdeljen kapital in pa dejansko splošno gospodarstvo, ki tako ali drugače črpa ljudi, da nekaj delajo, po drugi strani pa ne daje nazaj v javno dobro. In to mi zagovarjamo kot naša stranka. In počasi so neke stvari, ker pa tako se da govorim na vprašanje, se tudi zgodi, da včasih pač kateri poslanec iz naše stranke se pa neke stvari ne opredeli in potem tudi ni potrebno, da glasuje. Tako da, kar se tega tiče, v naši stranki imamo zelo demokratični sistem, se pravi odločenja, če pa kaj gabaritnega, se pa, tako sem povedal, zmenimo, tudi kaj ostro povemo, da na zunaj želimo biti enotni. Hvala. Kakšno pa je vaše stališče glede reprezentativnega mandata, glede na 82. člen Ustave RS in glasovanju po prepričanju stranke? Je to za vas reprezentativni ali imperativni mandat? Pa če se vam zdi, da je vaš mandat volivcev, ki so vas zbrali, ali mandat stranke? Lete, to je malo podobno. Ja, malo podobno, sicer je malo podobno, ampak zdaj malo razmišljam o tem, kaj bi zdaj to rekel, da predstavljam. Jaz po vsej vrednosti osebno se čutim, da predstavljam. Iz tistega okolja, odkud prihajam. Ker zato, ko sem prej že v vodu povedal, da je naš volilni okraj, 4. volilni kraj v 7. volilni enoti, pokriva neko območje, ker smo že bili nekdaj skupaj. To je približno 20.000 ljudi in v tistem okolju me poznajo tako v dobrem, pa v slabem. In če sem bil tam izvoljen, pa recimo, če rečemo, da je bil nekdo izvoljen iz nadpovprečja, ker ta sistem, ki ga imamo zdaj, proporcionalni sistem volitev je pač ta, da večinoma volijo stranko. Večina volja stranke, če ti stranko voliš, po vsej verjetnosti ti oseba sekundarnega pomena. Ampak če hoče pa se posameznik izpostaviti, pa mora potem znotraj svoje stranke. Tisti, ki dobi nadpoprečno glasov, tisti je pa nesel pozitivno energijo v stranko. Ne pa, da nekdo, recimo stranko dobi glasov 20%, kandidat pa 2%. To ni plus. Če pa stranko dobi 5%, kandidat pa 20%, je pa dal kandidat ta imidž. In zato recimo, tako jaz tega gledam, da sem bil jaz v bistvu izvoljen zaradi svojega minulega dela, ker sem imel pač nadpoprečen rezultat v naši stranki in to te navdaja z nekim pozitivno energijo, da si pač nekaj naredil v svoji zgodovini. Teda, demokracija je pač kakšna pač je, kakšno imamo, nimamo zgodovine, Angleži imajo zgodovine, pa kaj delajo, ne morejo se dejansko poenotiti, kaj bi naredili. Teda, vsaka stvar ima pluse pa minuse. Teda, mi se na napakah učimo in verjamem, da bomo v prihodnosti našim zanamcem pustili dosti energije pa znanja, da bo lahko to našel sedaj mogoče slabo odločitev, kdaj pa kdaj, potem v prihodnosti rekli, da je ta prava. Res je, tudi naši dedje so nam zapustili. No, to je to. Hvala. Bi morda želeli še karkoli sporočiti gledalcem? Ja, pa gledajte, jaz gledalcem samo to sporočam, da če se ne boste odločili, če ne boste hodili na volitve, če ne boste izražali svojega mnenja, bomo težko rekli, oziroma boste vi težko rekli, da ste kaj uspeli, pa da ste kaj premaknili. Tako da ni nujno zmeraj, da smo vse nekim stvarem proti in da nismo za njih, ampak če mi svoje energije, svojega znanja ne pokažemo in svojih želja,
lokalni skupnosti ali pa tudi na državni ravni, potem bomo težko rekli, da je vse skupaj slabo. Ne. Se pravi, z našo pomočjo, z vašo pomočjo, mislim, da smo v stanju, da ohranimo Slovenijo tako naprej demokratično in solidarno in vzajemno, kar mislim, da tudi naša stranka zagovarja. Želim vse dobro vam in tudi nam. Hvala lepa, gospod Lep. Hvala tudi vam, spoštovani gledalci, in nasvidenju v naslednjem intervjuju.